Za plezanje in delo na višini so danes na voljo zelo kvalitetne vrvi, ki morajo ustrezati visokim mednarodnim standardom. Vendar takoj, ko vrv začnemo uporabljati, je predvsem od nas samih odvisno, kako dolgo bo ta vrv še uporabna in varna. Pomemben vpliv na kvaliteto, zmogljivost in uporabnost vrvi imajo naslednji elementi: starost vrvi, intenzivnost in čas obremenitve, vremenske razmere in pogoji hranjenja. Že v pripravi opreme je pomembno, kako vrv zvijamo, da pri uporabi ne bomo po nepotrebnem izgubljali čas. Vrv najprej premečemo. Poznamo več načinov zvijanja, vendar si oglejmo dva. Najhitrejše in najbolj priročno je dvojno zvijanje na metuljčka. Oba konca primemo skupaj, potegnemo vrv skozi roko za dva sežnja in polagamo zanke enkrat na eno in drugič na drugo stran dlani. Na koncu naredimo nekaj ovojev in zategnemo s polzanko. Tako zvito vrv lahko nosimo tudi na hrbtu. Pri razvijanju se vrv ne bo krotovičila, kar je pri ostalih načinih zvijanja skoraj običajen pojav. Starejši način je enojno zvijanje. V dlan nabiramo enako dolge zanke in zaključimo z ovijanjem konca vrvi okoli omota in zategnitvijo zanke. Pri uporabi vrvi se izogibajmo mehanskim poškodbam, ki lahko nastanejo zaradi drgnjenja vrvi preko ostrih robov, še posebej, če je vrv pritrjena, močnejšega zaviranja in hitrih spustov, padajočega kamenja in ledu, stopanja na vrv z derezo ali čevljem preko ostrega kamenja ter prekomernega napenjanja vrvi s pomočjo škripčevja in drugih tehničnih pripomočkov. Poleg tega pazimo, da vrv po nepotrebnem ne izpostavljamo vročini, soncu, odprtemu plamenu, vlagi in kemikalijam, kot so razna mila, praški, kisline v baterijah in akumulatorjih ter podobno. Pred in po uporabi vsako vrv pregledamo, še posebej, če jo imamo stalno v uporabi. V ta namen jo v celotni dolžini prevlečemo med palcem in kazalcem, ter tako ugotavljamo mehanske poškodbe plašča in jedra. Vrv, ki je natrgana ali celo pretrgana, jasno izločimo iz uporabe. Isto storimo, če sta plašč in jedro ločena ali če je konec vrvi debelejši od ostalega dela. Kljub temu, da imajo vrvi tovarniško predpisano življenjsko dobo, za ohranjanje kvalitete v veliki meri lahko poskrbimo sami. Mokro vrv sušimo v senčnem in zračnem prostoru in nikakor na močnem soncu, na peči ali vročem radiatorju. Pranje vrvi je dovoljeno samo v mlačni vodi, brez uporabe detergentov. Za vsako plezalno vrv vodimo posebno kartoteko, v katero vpišemo datum, čas ter način uporabe, izpostavljenost vremenskim okoliščinam, predvsem pa padce in izredne obremenitve vrvi. Tako imamo jasno sliko o kvaliteti in uporabnosti vrvi. Pri vsakem usposabljanju v stenah ali pri spustih z visokih stavb in helikopterja se moramo zavedati, da je naše življenje v prvi vrsti odvisno od kvalitetne plezalne vrvi. Za vojaka gorskih enot je v tem okolju vrv enako pomembna kot orožje. Uporaba vrvi je tesno povezana s poznavanjem vozlov. Dober vozel mora biti preprost, da ga lahko hitro, brez težav zavežemo, upletemo in tudi razvežemo. Poleg tega mora biti zanesljiv,
da lahko vzdrži velike obremenitve in ne nazadnje, ne sme se razrahljati, tudi če je vrv gladka. Oglejmo si 5 najbolj uporabnih in varnih vozlov, ki jih bomo lahko uporabljali v zelo različnih situacijah. Eden najbolj vsestranskih vozlov je tako imenovana osmica. Naredimo ga tako, da vržemo čez dlan polzanko, konec zanke prekrižamo zadaj in peljemo naokrog v obliki osmice ter vtaknemo skozi zgornjo polzanko. Drug način izdelave je vpletena osmica. Osmico najprej naredimo na enojni vrvi. Konec vrvi potegnemo skozi plezalni pas, nato pa z njim sledimo pramenu prve osmice. Prameni morajo biti lepo vzporedni. Ta vozel uporabljamo za pritrjevanje konca vrvi, navezovanje na plezalni pas, za podaljševanje vrvi, izdelavo stopnih zank in podobno. Bičev vozel izdelamo v ponki ali obroču in ne v rokah. V ponko vpnemo levo ali desno prekrižano vrv. Z neobremenjenim pramenom nato prekrižamo vrv od sebe in vpnemo v ponko. Če vpenjanje ni mogoče, vozel vpletemo tako, da pramen vrvi potegnemo skozi obroč, ga prekrižamo zadaj, znova potegnemo skozi obroč spredaj in skozi polzanko. Prednost tega vozla je, da ga lahko poljubno premikamo že, ko je izdelan, ne da bi ga podrli. Zato je bičev vozel zelo primeren za samovarovanje na izpostavljenih predelih, za vmesno pritrjevanje vrvne ograje in za izdelavo improviziranih transportnih sredstev. Tako kot bičev, tudi polbičev vozel vedno izdelamo v ponki. Vrv vpnemo in nato z neobremenjenim pramenom prekrižamo polzanko od sebe ter vpnemo. Ker je vozel gibljiv, ga uporabljamo izključno za varovanje ali spuščanje sebe, soplezalca ali bremena. Če želimo vrv pritrditi, lahko iz polbičevega vozla preidemo v bičev brez podiranja. Preprosto na neobremenjenem pramenu prekrižamo še eno polzanko in vpnemo. Obremenjen konec pa izpnemo. Prusikov vozel običajno delamo s pomožno vrvico. Okrog glavne, debelejše vrvi naredimo zanko in nato še enkrat skozi sredino potegnemo oba pramena vrvice. Prameni morajo biti poravnani vzporedno. Če vrvico obremenimo, se bo vozel zadrgnil, neobremenjeno pa lahko premikamo v obe smeri. Prusikov vozel uporabljamo za pomožne pritrditve na vrvni ograji, kot samovarovanje pri spuščanju in reševanju ali pri vzpenjanju ob vrvi. Podaljševalni vozel naredimo tako, da konca vrvi položimo vzporedno nasproti. Z vsakim koncem nato ovijemo oba pramena vrvi od zunaj proti sredini. Nato naredimo zaprta pol vozla od sredine navzven in zategnemo. Kot že ime pove, vozel uporabljamo za podaljševanje vrvi ali vezanje dveh koncev, predvsem pomožnih vrvic. Ob koncu na kratko še nekaj napotkov za kvalitetno delo. Vozle urimo toliko časa, da jih zavežemo hitro, brez napak in tudi v temi. Zaradi varnosti mora biti konec vrvi iz vozla dolg 10 do 15 primerov vrvi. Vsak vozel pred uporabo še enkrat pregledamo in tudi, ko vozle že obvladamo, jih moramo stalno ponavljati. Za preživetje v naravi ali pohode je stalno nošenje 50-metrske vrvi v nahrbtniku vsekakor nepotrebna obremenitev. Je pa zato koristno, da imamo pri sebi
tako kot nož in vžigalnik, nekaj metrov tanjše vrvice, ki bo prišla prav v zelo različnih situacijah. Za vsestransko uporabo sta priporočljivi dve pomožni vrvici, debeline 6 do 8 mm in dolžine 5 metrov, kjer oba konca zatalimo s plamenom. Vrvico prepolovimo, razdelimo na tretjine, zadnji dve tretjini še dvakrat prepognemo, s preostalim koncem vse skupaj trdno ovijemo in zadrgnemo s polzanko. Tako zvita vrvica se ne bo zapletala, zatikala in ni nevarnosti, da bi jo pri plezanju pohodili. Na isti način jo lahko zvijemo na naramnice nahrbtnika ali oprtnik. Ob uporabi en konec odpnemo in z enim potegom je vrvica razvita. S tem smo prihranili zamudno odpiranje in iskanje po nahrbtniku. Vrvico zelo preprosto razvijemo tako, da izvlečemo polzanko in vrvica bo sama od sebe padla narazen. Možnosti za uporabo vrvic je zelo velika. Od izdelave bivakov, šotorov, improviziranih sani in nosil, do vrvnih sedežev in podobno. Začnimo pri izdelavi bivakov in šotorov. Polzanko ovijemo okrog drevesa, skozi katero najprej potegnemo zgornji daljši konec, nato še krajšega in na koncu zategnemo. Drugi konec vrvice potegnemo skozi luknjo šotorskega krila in naredimo napenjalni vozel. Na sredini izdelamo vozel za drgo, ki ga razširimo. Spodnji konec zadrge zavijemo in skozenj potegnemo preostali konec vrvice, s katero napnemo šotor. Zaključimo s tako imenovanim muli vozlom. Prednost prikazanih vozlov je v tem, da jih v trenutku razvežemo brez težav s potegom ene roke, pa naj bodo še tako zategnjeni ali mokri. Na razdalji 30 do 40 cm naredimo zanke s tako imenovanim vozlom metuljček. Izdelamo ga tako, da okrog dlani ovijemo vrvico, spodaj prekrižamo prosto viseča konca, potegnemo ovoj skozi zanko in zategnemo. Vrvno lestev uporabimo kot dodatno pomoč pri prehodu krajših strmih odstavkov ali skokov. Po potrebi zvežemo skupaj več pomožnih vrvic, ki jih napnemo čez oviro. To je dobrodošla pomoč, še posebej, če smo obremenjeni z dodatno opremo. Z izdelavo vrvnega sedeža začnemo na sredini pomožne vrvice. Dvakrat jo ovijamo okrog pasu in spredaj naredimo desni in levi polvozel. Konca potegnemo med nogami okrog obeh stegen, na boke in na vsaki strani od zgoraj potegnemo vrvico skozi pas. Zaključimo spredaj z najlonskim in dvema varovalnima vozloma. Spredaj upnemo preko vseh ovojev uponko z matico, v katero upnemo vrv za spust s polbičevim vozlom. S pomočjo vrvnega sedeža se lahko spustimo ob vrvi preko strmih skalnih skokov ali preko nevarnih zasneženih in poledenelih vesin. Vrvni sedež uporabimo tudi kot dodatno varovanje pri prehodih čez vodo po napeti vrvi.
Na koncu si še enkrat oglejmo izdelavo vrvnega sedeža. Vrvico dvakrat ovijemo okrog pasu, spredaj naredimo desni in levi polvozov, konca potegnemo okrog stegen, na vsakem boku vrvico potegnemo čez pas, od zgoraj navzdol, ter zvežemo konca z najlonskim in 2 varovalnima vozloma. Plezalna vrv nam med drugim omogoča hitre in varne spuste preko strmega pobočja, stene, z visokih stavb in stolpnic ali helikopterja. Ogledali si bomo pripravo na spust, 3 načine spusta ob vrvi in varnostne ukrepe pri spustih. Najprej izberemo sidrišče za spust. To je lahko dovolj močno drevo, skalna tvorba, v skrajnem primeru pa zabijemo kline. Spust bo bolj varen, če zabijemo 2 klina, ju povežemo s neskončno zanko, s katero naredimo vozov osmico v smeri spuščanja. Sledi priprava vrvi za spust. En konec potegnemo okrog drevesa ali skozi zanko na sidrišču in ga z vozlom osmico zvežemo z drugim koncem. Po 1,5 metra naredimo še en vozov, ki nas bo pri spustu opozoril, da se bližamo koncu vrvi. Vrv nato pazljivo 2-krat premečemo, primemo konec vrvi in na roki naberemo nekaj zank na metuljčka. Pri metu čez steno se bo tako pripravljena vrv odvila v celoti, brez zapletanja. Pri tem pazimo, da smo pripeti, ker nas sme v strmem pobočju. Po strmini hodimo bočno. Ta način je primeren tudi za spust s smučmi. Vsekakor tega načina ni dovoljeno uporabljati v navpičnih odstavkih in povsod tam, kjer obstaja nevarnost padca. Druga možnost spusta je na dvojni vrvi brez dodatne opreme. Najprej stopimo med obe vrvi, ju na hrbtu prekrižamo, speljemo oba konca spredaj med nogama, ovijemo okrog stegna ter primemo z eno roko. Pri spustu z eno roko uravnavamo hitrost drsenja, v drugi pa lahko držimo orožje. Na zmerno strmih pobočjih vrv prekrižemo spredaj in jo nato speljemo zadaj med nogama. Spuščamo se obrnjeni z obrazom v dolino. Tretji najbolj varen in udoben spust je s pomočjo osmice in plezalnega pasu. Najprej se s pomožno vrvico upnemo na sidrišče. Z dvojno vrvjo naredimo polzanko, jo potegnemo skozi večje uho in nataknemo čez manjše. Osmico nato izpnemo in ponovno upnemo v manjše uho. S kratko pomožno vrvico, ki smo jo povezali s podaljševalnim vozlom na dvojno vrv, pod upeto osmico naredimo prusikov vozu in vrvico upnemo v ponko na sedežnem delu plezalnega pasu. Na koncu preverimo uponke in vozle, se izpnemo iz sidrišča in upnemo uponko med obe vrvi v večje uho osmice. Pomožna vrvica je dodatno samovarovanje v primeru, če spustimo vrv. Pri spustu seveda spazimo na pravilno tehniko. Noge so v razkoraku in nekoliko višje, trup je vzravnan in zasukan, da imamo boljši pregled, kam se spuščamo. Z eno roko popuščamo pomožno vrvico, z drugo pa zaviramo. Pri tem je priporočljivo, da nosimo rokavice.
Po opravljenem spustu odvežemo oba vozla na glavni vrvi in počasi potegnemo en konec, dokler vrvi ne izvlečemo. Na izpostavljenih predelih smo seveda pripeti na sidrišče, isto velja za vrv, ki jo opnemo na sidrišče, preden jo potegnemo za seboj. Ta zadnji način spusta je seveda tehnično že dokaj zahteven manever in se ga učimo najprej na pobočju, kjer ni nevarnosti za padec. Učenje spusta preko stene opravimo lahko samo in izključno pod nadzorom izkušenega inštruktorja z tega področja. V naših in tujih gorah imamo veliko tudi zelo zahtevnih, zavarovanih, že na pol plezalnih poti, opremljenih s klini in jeklenicami. Pri hoji in plezanju po teh poteh se moramo zavedati, da smo dejansko v steni, ki zahteva dodatno opremo in varovanje. Poleg osnovne gorniške opreme je obvezna uporaba čelade, plezalnega pasu s samovarovalnim kompletom, priporočamo pa tudi rokavice. V trgovinah so danes na voljo različne vrste samovarovalnih kompletov, s katerimi se varujemo na jeklenicah in omogočajo veliko bolj dinamično varovanje kot s pomožno vrvico. Pri namestitvi in uporabi upoštevamo navodila proizvajalca. Samovarovalni komplet lahko izdelamo tudi s pomožno vrvico in dvema uponkama na plezalni pas. Konca pomožne vrvice zvežemo skupaj s podaljševalnim vozlom in jo potegnemo skozi zanko plezalnega pasu na dva enaka dela. Ob plezalnem pasu enako dolga kraka pomožne vrvice zvežemo z navadnim vozlom. Na koncu vsakega kraka z bičevim vozlom upnemo ovalni HMS uponki z matico. Vsak krak pomožne vrvice mora biti prilagojen na dolžino iztegnjene roke. Na jeklenici se obvezno vpenjamo z obema krakoma. Matica je obrnjena proti nam, zato da se ne drgne ob steno. Ko pridemo do klina, najprej prepnemo eno in nato še drugo uponko. Med dvema klinoma je vedno samo en plezalec in nikoli dva ali več, še posebej v navpičnih predelih. Na isti način se samo varujemo na vrvni ograji. Tukaj imamo še dodatno možnost varovanja s prižemo v navpičnih predelih, ki jo opnemo v en samovarovalni krak. Vsakogar, ki ni sposoben za samostojno plezanje s samovarovanjem na zavarovanih poteh, smo dolžni dodatno varovati. To še posebej velja za otroke. Opuščanje varnostnih ukrepov pri otrocih je neodgovorno početje, za katerega ni opravičila. Zato si oglejmo, kako varujemo otroka na zavarovani plezalni poti. Z osmico ga navežemo na plezalni pas in mu pustimo primerno dolg konec vrvi za samovarovanje. Na koncu naredimo navaden vozel, v katerega upnemo HMS uponko z matico. Tudi pri sebi na glavni vrvi naredimo samovarovanje z dvema uponkama. Na jeklenico se pripenjamo z obema uponkama, varovani pa samo z eno. Vrv med vodnikom in varovanim mora biti ves čas rahlo napeta. Na težjih odstavkih se zaustavimo pri klinu in s potegom vrvi pomagamo varovanemu pri plezanju. V prečnicah vrv še dodatno skrajšamo. Še posebej pri vodenju otroka je pomembno, da nas otrok vidi, ker se bo tako počutil bolj varnega. Obenem ga imamo pod nadzorom, ga spodbujamo in mu svetujemo pri plezanju.
Ko enkrat obvladamo hojo z derezami in cepinom, ter je za nami že nekaj lažjih zimskih pristopov na vrhove v Visokogorju, nas bo verjetno zamikala tudi kakšna težja tura. Pri tem bo že zaradi varnosti potrebna vrv, s katero bomo zavarovali sebe in prijatelja na drugem koncu. Za varovanje v snegu je najbolj priročen cepin, ki ga imamo po zimi stalno pri sebi. Na kakšen način bomo izdelali varovališče, je odvisno predvsem od višine snežne odeje in kvalitete snega. V mehkem južnem snegu izdelamo varovališče s cepinom v obliki črke T. Najprej steptamo manjšo polico in prečno na pobočje izkopljemo pol metra globok jarek pod kotom 40 stopinj na pobočje. Približno na sredini izkopljemo po pobočju navzdol drug jarek. Okoli ratišča cepina nataknemo zanko najlonskega traku ali pomožne vrvice. Cepin položimo v prečni jarek, ga zapičimo z oklom navzdol, trak speljemo v podolžni jarek in zatlačimo s snegom. V zanko vpnemo v ponko z matico in v ponko z glavno vrvjo naredimo bičo v vozu, tako da je vrv rahlo napeta. Pod stojiščem steptamo polico, na kateri bomo stali. To je izredno pomembno, kajti pri varovanju moramo biti stabilni, da lahko vzdržimo sunek zdrsa soplezalca. Podri varovanje. Na večji strmini varujemo stoje, obrnjeni z obrazom v pobočje. Za varovanje drugega vrv speljemo med nogami preko leve rame čez hrbet in jo primemo z desno roko. Varujem. Na snežni strmini ne prihaja do padcev, ampak do zdrsov, ki ne povzročajo večjih sunkov. Vsak zdrs zaustavimo tako, da prosti konec vrvi ovijemo okrog telesa. Glavno obremenitev prevzame varujoči nase in ne na sidrišče. Pri varovanju prvega v navezi speljemo glavno vrv z ramen okrog pasu v tako imenovano bočno dinamično varovanje. Princip zaustavljanja zdrsa je zopet ustvarjanje trenja vrvi. Varujem. Grem. Pri drugem načinu izdelave varovališča namesto poličke za stojišče izkopljemo luknjo, kjer bomo sedeli. Levo ali desno od luknje izkopljemo polico za odlaganje vrvi. Vpeti na zakopan cepin se usedemo v luknjo, obrnjeni z obrazom po pobočju navzdol in opremo z nogami v tla. Lahko si podložimo tudi na hrbtnik. Da bomo lažje povzemali vrv pri varovanju, si na vsaki strani police izdolbemo prostor za komolce. Varujemo dinamično okrog bokov. Varujem. Pri tem pazimo, da vrv odlagamo na polico ob sebi in ne pustimo, da vrv drsi po strmini navzdol. Kaj rado se zgodi, da se bo zatikala za snežne grude. V zelo trdem snegu pri izdelavi sidrišča cepina ne bo potrebno zakopati. V pobočje izkopljemo poličko zato, da bo pred cepinom čim večja masa snega. Ratišče zabodemo v sneg približno pod kotom 20 stopinj od pravokotnice navzgor proti pobočju. Pod glavo cepina nataknemo najlonski trak, upnemo v ponko in izdelamo bičev vozov z glavno vrvjo za samovarovanje. Cepin zabijemo v sneg vse do lopatice in okla. Pri tem pazimo, da je kot med trakom in cepinom manjši od 90 stopinj. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da ga bomo ob obremenitvi izpulili.
Namesto najlonskega traku lahko uporabimo kar glavno vrv, ki jo z bičevim vozlom pritrdimo tik pod vrhom cepina in vse skupaj zabijemo v sneg. Pri uporabi vrvi nikoli ne pozabimo, da imamo na nogah dereze, ki lahko vrv poškodujejo do te mere, da ne bo več primerna za varovanje. Seveda pa se moramo zavedati, da je v snegu varovanje in zaustavljanje zdrsov povezano z določenim tveganjem. Vsekakor mora biti prvi v navezi pri plezanju toliko suveren, da se bo zanesel predvsem nase in svoje izkušnje. Vrv pa bo namenjena predvsem varovanju drugega v navezi.